V bistvu jaz sem 6 let treniral nogomet, v bistvu vsi moji prijatelji so trenirali nogomet, vendar sem v Velenju najbolj popularen šport bil od nekdaj rokomet. Z očetom smo hodila velikokrat na tekme in sem nekako vzljubil ta šport že od prej. Mikalo me je, vendar pa je preblisk prišel pri nogometu, ni mi več bilo všeč in sem se prestavil na rokomet, ker sem v tisti moji generaciji, res je bila dobra generacija in se videl samo kot golman, da bi lahko prišel do neke minutaže in v bistvu 3 leta sploh nisem bil v prvem planu, ampak z nekim delom sem počasi šele pri kadetih začel redno braniti in posledično se s tem zdaj ukvarjam profesionalno. Ja, jaz bom rekel, da že od malih nog, že ne vem, ko sem bil star 5 let, kar pomnim, zunaj, ko smo se igrali večinoma nogomet, sem se najraje postavil v gol, sem imel tisto željo biti golman, tisti nek instinkt za golmana sem imel, vendar pač pri nogometu sem bil igralec, kot sem že rekel, se bila meni neka želja stati na golu in ja, iz tega v bistvu, ne vem, lahko bi rekel, da se s tem rodiš. Ja, moje sanje so v bistvu postati reden članski reprezentant Slovenije, to pomeni pač igrati redno na prvenstvih, zastopati Slovenijo na največjih tekmovanjih. Kar se tiče klubskega dela, pa je želja sigurno Liga prvakov igrati oziroma se preizkusiti v najmočnejši Bundesligi oziroma francoski, ampak korak za korakom vem, da še imam pred sabo, bom rekel, če bo vse po sreči, če ne bo poškodb, nekih 13 let top nivoja, tako da mislim, da s trdim delom bi mi moglo uspeti. To je neka čast, to je neka potrditev dobrega dela skozi vsa ta leta. Vsakič, ko oblečem dres, to štejem res veliko čast, da igram z najboljšimi slovenskimi rokometaši, proti najboljšim reprezentancam na svetu in ja, kot sem rekel, ko zaigra himna, je to poseben občutek in res si želim, da bom še naprej del te reprezentance oziroma prihodnje, da bom reden član te reprezentance. Ja, to je pač, živimo v teh časih, kjer so te pametni telefoni, vse gre preko interneta in vse na dosegu enega klika. Vsi v bistvu vemo, kako smo narejeni, da se, ko nam je dolg čas, smo na Instagramu, na Facebooku, na internetu, da vse informacije, v bistvu se sploh ne zavedamo, koliko informacij dobivamo preko tega in ja, športniki v bistvu so nek, bom rekel, vzor vsem in to je zelo pomembna stvar, ena najpomembnejših pri športniku ob njegovem športu, tako da vem, da je to zelo pomembno in treba delati tudi na temo. Ja, jaz mislim, da je to en privilegij, če imaš možnost delati z, ne bom rekel v mojem primeru, s kakim golmanom. Jaz sem v karieri treniral oziroma bil soigralec z dobrimi vratarji, vendar bom rekel, ko sem še bil mlajši, nisem tako dojemal teh rokometnih nasvetov pravilno oziroma tako da ja, bom rekel, nisem imel tistega pravega mentorja, bom rekel golmana. Zato je zelo pomembno, vem, kako so te nasveti pomembni, kako te lahko dvigne nekdo, pomaga pri malenkostih in to je res, kot sem že rekel, privilegij, da imaš priložnost delati z nekom, ki je starejši, izkušenejši, ki je že bil v tej situaciji in ti pomaga in te usmerja. Ja, sigurno, mislim, osebno sodelujem že s športnim psihologom 4 leta in se mi zdi, da odkar sem to začel prakticirati, da se je začela moja pot navzgor, kajti sem imel neke probleme, bom rekel, v glavi, neki strahovi oziroma glava ni bila na pravem mestu, vendar mi je pokazal pot, kako se pripraviti na tekmo, kako in kaj, zato je, vsaj pri meni osebno, mislim, da tudi pri vseh vratarjih in tudi športnikih na splošno glava, kot vsi pravijo, vse v glavi in ja, pač kar se tega tiče, priprava na tekmo oziroma psihologija je zelo pomemben dejavnik. To je v tujini je stalna praksa, v Sloveniji smo še malo zadaj, vendar mislim, da skozi čas bomo tudi prišli na ta nivo iz tujine.
Ja, sigurno je pomembno, da se povezujemo. Tudi mene so že prišli na tekmo bodriti športniki iz drugih športov, kar mi veliko pomeni. Po tekmi si izmenjamo mnenja, izkušnje. Na koncu koncev vsi vemo, za kaj se gre, si damo spodbudo oziroma se pohvalimo in to je zelo dobro tako za naprej in pa za motivacijo.